Živijo sem skupaj. En pozdrav iz naše 6. čakre, iz naše čelne čakre. Čelna čakra leži torej tukaj in tukaj zadaj, na glavi. Skrbi za jasno videnje in jasno slišanje. Deluje tudi na del možganov. Veste, da elektromagnetno polje naših možganov seva samo 5 cm. Zanimivo, ne? Zadnjič sem vam povedala, da elektromagnetno polje srca seva od 16 do 20 metrov. Kakšna razlika? Ampak ne glede na vse, mi potrebujemo svoj mental. Ker naš mental nam pomaga razmišljati, nam pomaga planirati, nam pomaga izumljati neke nove stvari. Seveda pa, ko začne brbotati, takrat pa ni tako fajna, ne? Vsi mi imamo v glavi radio, jaz rečem. Oziroma notranji dvogovor, ko se ves čas pogovarjamo samim sabo. To pa delamo zato, da ohranjamo naš pogled na ta svet, našo zaznavo na eni točki. Tako so nas naučili, ne? Da je svet takšen in takšen in takšen. Če bi mi vklopili notranjo tišino, bi videli, da je svet precej drugačen. Ženske imamo tukaj srečo, ker imamo maternico. In preko maternice v bistvu mi zaznavamo energijo iz vesolja, kjerkoli pride, in jo spreminjamo v čutne podatke. Na drugi strani pa ta naša zaznava poteka preko zbirne točke, torej moški večinoma preko zbirne točke, tudi ženske. Zbirna točka je pa točka, ki je med lopaticami zadaj, meter stran od telesa, torej zadaj, in je tako velika cirka, tako kot ena ping-pong žogca, in skrbi, da je naša zaznava, bomo rekli, v človeški obliki. Torej svet zaznavamo takšen, kot ga zaznavamo. Takoj, ko to zbirno točko premaknemo, takrat začnemo zaznavati še druge nivoje. Bom rekla tako, recimo, da vsak od nas živi v svojem svetu. In ko ti svojo zbirno točko začneš premikati, vidiš, da obstaja še nekaj drugega. Sem si to tudi obstaja. Nisem vedela. Potem vidiš čist nek vsakdanjo stvar z nekimi drugimi očmi. In to je v bistvu tudi premik zbirne točke. Naša zbirna točka recimo se zelo močno premika, ko mi sanjamo. Zato pa sanjamo včasih tako neverjetne stvari, da zjutraj si rečeš, čakaj, pa kaj sem sanjala, kaj je to možno? Zato, ker ko mi spimo, naš miruje in nam omogoča, da zbirna točka se premika po naši auri. In potem lahko dejansko vidimo, vesoljce ali pa Jezusa ali pa koga vse. Tako da ta zbirna točka je pomembna. Kako jo lahko premaknemo? Vsak jo lahko premakne tudi zavestno. Recimo igralci so tisti, ki premikajo zbirno točko, bomo rekli, na ukaz, in ko igrajo določene vloge, vidite, da enkrat je, takšen, potem je takšen, potem je spet drugačen, Recimo na odru, tudi v živo se to najboljše vidi, In dostikrat imajo igralci tudi težave zaradi tega, ker toliko veliko spreminjajo teh osebnosti, da potem sploh ne vejo več, kdo so, In potem se začnejo težave z mamili, z alkoholom in tako naprej, Dobro, pustimo, da je tudi uspeh na drugi strani, ki ga nekateri težko prenesejo na tak način, Ampak gre tudi za to, da vsaj po mojem mnenju, da sebe zgubijo v vseh teh vlogah, potem več ne vejo, kdo so sami oni.
Tako da ker ko govorimo o mamilih in o teh drogah, droge tudi pomagajo pri premiku zbirne točke. Se pravi, tisti ljudje, ki kadijo travo ali pa so kdaj kadili travo ali pa so imeli kakšne druge droge, vam znajo povedati, kaj vse so videli. Ne? Jaz poznam ljudi tudi, ki so neke nore gobe jedli, pa so povedali, da v bistvu so se veliko naučili preko tega. Ne? In zato ti ljudje so ponavadi, bomo rekli, neudomačeni, ker so spoznali resnico, da svet ni tako, kot ti ga prikazujejo vsi, ampak je precej več vsega. Ne? Dobro, oni potem, če preveč časa vztrajajo, v tem ni v redu, zato ker potem pa si škodujejo, ne? Ker nobene droge, spodbojevala, mamila niso okej. Niso okej. Jaz vem po sebi, jaz nisem nikoli nič jemala, jaz lahko pridem do višje zavesti na popolnoma naraven način in ne priporočam nikomur, da v bistvu probava to, razen če ste res pod nadzorom nekega šamana, nekega mojstra, ki to res obvlada, potem pa jaz nič ne rečem, ampak se pravim, jaz za sebe nekako ne čutim, da bi se spustila na ta nivo. O čelni čakri v bistvu govorimo in zato vam tudi skušam malo razložiti še te ostale stvari, da ne bo samo čisto golo iz knjige, ampak kaj sem jaz v bistvu doživela in kako jaz čutim čelno čakro. Gre pa tudi tukaj za to jasno videnje, torej jasnovidnost, da vidiš svetlobo, da vidiš barve in tako. Jaz recimo to samo vsake toliko lahko. Jaz sem bolj človek zaznave, jaz bolj zaznavam, recimo. Nisem toliko, recimo moja prijateljica, ona pa vse vidi, vidi, ne vem, sem videla, ne vem, diamantno piramido, ki se je obračala, pa take zgodbe res, in reče, jaz pa ne vem, kaj to pomeni, tako, ker bolj te pa to toliko okupira, ko to vidiš, ko bi si rad razložil, pa ne veš, zakaj gre, ker nekako se nam pa vse dogaja v simbolih, ne vem, če ste opazili, recimo jaz, ko sanjam, jaz večino časa sanjam v simbolih, simbolično, da si moram potem razložiti, da moram potem razmišljati malo od tega, Mi je prav hecen, ker dostikrat rečem, pa dobro, da ti mene sanje, direkt mi povejte, kaj se dogaja, da bom vedela. Tudi to dobim direkt, tako da, jaz mislim, da je tako prav, da tudi malo raziskuješ, da se s tem ukvarjaš. Ne, vse direkt ne bi bilo okej, ker ne vem, bi se verjetno tam malo to magičnost, pa ta čarobnost bi se izgubila, Tako da čelno čakro, oziroma to lahko delate z vajami različnimi, odpirate jasnovidnost, bomo rekli, imaš ena dobra knjiga, je Odpiranje tretjega očesa. Jaz nisem še šla po tej poti, ker to so vaje, ki zahtevajo veliko časa. Jaz si bolj čistim glavo z kakšnimi pranajamami, z omom, tudi z rekapitulacijo, recimo čistim svoje misli, pa z prisotnostjo, se pravi čuječnostjo, zenom, tudi s plejadskimi komorami, tako si pomagam. Tako da, to bi bilo to, po moje, od vsega tega, da ne bom predolga. Lepo vas pozdravljam, bodite v svojem omu. Lahko si date tudi na YouTubeu samo, ko pojejo om in tudi vi zraven pojete om. To je prekrasna meditacija, res, tudi če je skupinsko om čentanje, wow, res enkratno, tako da priporočam tudi to. Ok, zdaj pa lepo se majte, se vidimo v drugem videu in imejte lep in čaroben dan. Čau, čau!